Prva knjiga zbirke Zveneče sidre Rusije, Anastasija, avtor Vladimir Megre, poglavje Spanje pod svojo zvezdo. Pripovedoval sem že, kako Anastasija navdušeno govori o rastlinah in o ljudeh, ki so z njimi v stiku. Ker živi v naravi, sem mislil, da je dobro proučila le naravo, vendar ima tudi podatke o ustroju planetov. Kot da nebesna telesa občuti. Presodite sami njeno pripoved o spanju pod zvezdnim nebom. Ko rastline dobijo podatke o nekem človeku, vzpostavijo izmenjavo podatkov z vesoljnimi silami, vendar le kot posredniki. Kot taki opravljajo ozko usmerjeno nalogo, ki se nanaša na telo in nekatere ravni duševnosti. Nikoli se ne vpletajo v zapletene procese, ki so od vsega živalskega in rastlinskega sveta našega planeta lastni le človeškim možganom in človeškim ravnem bivanja. Toda vzpostavitev izmenjave podatkov človeku omogoča to, kar zmore le on. Uporabljati intelekt vesolja ali točneje, izmenjevati podatke z vesoljem. To mu omogoča povsem preprost postopek, po katerem lahko začuti blagodejnost takega vpliva. Anastasija je postopek razložila takole. Nekega večera, ko vam to omogočajo vremenske razmere, se namestite za prenočevanje pod zvezdnim nebom. Postelite si v bližini malin, ribeza ali žitaric. Biti morate sami. Ko z obrazom obrnjeni proti nebu ležite na postelji, ne zaprite takoj oči. S pogledom in z mislimi se sprehodite med nebesnimi telesi. O njih razmišljajte brez naprezanja, misel naj bo lahka in svobodna. Najprej poizkušajte misliti na najbolje vidna nebesna telesa. Potem si lahko zamislite tisto, kar vam je skrito, na to ljudi, ki so vam blizu in tiste, ki jim želite dobro. V tem času niti pomislite ne na maščevanje ali da bi komu želeli zlo. Učinek za vas bi bil lahko negativen. Tak preprost postopek bo oživil nekatere od mnogih spečih celic v vaših možganih, ki se v obdobju človeškega življenja večinoma nikoli ne prebudijo. Vesoljne sile bodo z vami in vam bodo pomagale uresničiti najbolj nepojmljive svetle fantazije, najti duševni mir, vzpostaviti blagodejne odnose z ljudmi ter okrepiti ali vzpodbuditi njihovo ljubezen do vas. Ta postopek je dobro nekajkrat ponoviti, učinkuje pa le na krajih, kjer imate stalni stik z rastlinskim svetom. To boste tudi sami začutili že naslednje jutro. Posebno pomembno je, da postopek opravite na vsak večer pred svojim rojstnim dnevom. Pojasnjevati, kako ta mehanizem deluje, bi trajalo predolgo in ne bi bilo smiselno. Delu razlage ne bi verjel, drugega pa ne bi razumel. Dosti lažje in bolj na kratko bom lahko o tem govorila s tistimi, ki bodo ta postopek preizkusili in videli, kako vpliva nanje, saj bodo pridobljeni in preverjeni podatki pripomogli k sprejemanju nadaljnjih podatkov.